lahko sploh dosegate tako rast, kako skrbite, no, da je ta rast, bom rekel, sustainable, vzdržna? Odvisno, s kom se primerjate, ne? In zelo zanimiv v bistvu element je, da se mi ne želimo primerjati z nikomer, ne? Hkrati pa kljub temu pogledamo levo in desno, ne? Na nek način zdaj recimo podjetje nekje raste v povprečju 100 ljudi skoraj na mesec, ne? In marsikdo reče, 100 ljudi na mesec, kako boste pa to vse skupaj, ne? Hkrati si pa recimo eden od naših founderjev reče, 100 ljudi na mesec, ne? Konkurenca ima že 1000 na mesec, ne? Mi smo šele na 100, ne? Kje je še to, ne? V bistvu v Ameriki je vse, everything is big, ne? Not only in Texas, ne? Ampak v Ameriki. In tam so številke, recimo, govorimo tudi o startupih, ne? Začetna investicija za dobre ekipe 100 milijonov, ne? Se pravi, govorimo o velikih in pa govorimo o zelo, bomo rekli, kratkih časovnih enotah, namreč za 6 trg je potrebno v letu do 2, ne? Se pravi, z startupi. Koliko v tem času ne zasedete trga s produktom, z storitvijo, z rešitvijo s kupci, enostavno vam zmanjka časa. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost. Jaz sem zelo vesel, da si je vzel čas in se nam pridružil, ker vem, da je zelo leteč, osvaja svet. Tako da lepo pozdravljen, Nika. Hvala, Mark. Z veseljem sem se odzval, tako da na srečo se take zadeve lahko z lahkoto udeležim tudi nadaljavo. Super. Zdaj, preden greva pogledati v tvoje izjemne izkušnje, razmišljanje, poglede, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, da bojo razumeli, o kakšnih izjemnih dimenzijah govorim. Ti si MBA predavatelj, si član uprave High-Tech Group, v kateri se bomo pol še veliko dotaknili, ker imate res izjemno zgodbo pa rast. Si serijski podjetnik, poslovni angel, ki je kreativna duša odprta za nove izzive, se pravi, zmeraj imaš rad, da se kaj novega ustvarja. Si tudi investitor, svetovalec raznim podjetjem, si tudi ustanovitelj in lastnik Venture Builder centra Incubator, si ustanovitelj The Slovenija, to je mednarodna založba, bil si član upravnega odbora Ever skupine in imaš ogromen izkušenj. In trenutno je tvoj položaj Chief Growth Officer v High-Tech grupi, ki ima že skoraj 1000 zaposlenih in imate res izjemno rast. Pa znanje si nabiral na Harvard Business Schoolu, UVA univerzi v Amsterdamu, International Management Teachers Academy na univerzi v Ljubljani. Redno si delil svoje izkušnje in še zmeraj deliš že več kot 20 let kot predavatelj na ESSC, se pravi École Supérieure des Sciences Commerciales of Angers, verjetno sem narobe izgovoril, na IEDC Bledu si tudi gostujoč govornik in zelo predavaš in zelo te vabijo tudi na razne konference in si že več kot 30 državah predaval in govoril. Tako da, Niko, še enkrat hvala lepa. In moje prvo vprašanje, preden greva res v vse te izjemne zgodbe, je, a si bil ti že v gimnaziji tak inovator, podjetnik, ustvarjalec? V bistvu, iskreno nisem hodil na gimnazijo, ne? Ampak takrat sem bil še včasih, kako se temu rekel, usmerjenega izobraževanja. To so starši rekli, sicer sem dobil neke nagrade iz matematike takrat, oče učil matematiko, mama fiziko, tako da to ni bilo problema, ampak so rekli, vse to že znaš, ne? So rekli, ok, kaj bi pa ti rad počel? In že takrat se je kazala v bistvu na eni strani želja po določenih kreativnih zadevah in po drugi strani po podjetnosti, ker je mama odprla, takrat, ko je bilo prva leta, ko je bilo možno odpreti podjetje v stari Jugoslaviji. In je potrebovala, rečemo temu, sem imel veliko kreativne inspiracije, kaj bomo počeli, pa kakšen bo marketing. In rekla, kaj pa če bi ti kar se usmeril v to smer, ne? Se pravi, to, kar te že veseli. In se odločil za ekonomsko srednjo šolo, Prešernovo danes, ne? In ja, bi rekel, da kreativni del je bil sigurno že tam. Zelo hitro takrat sem med prvimi tudi se ukvarjal z prvimi računalniki, takrat še 16K in tako naprej, in me je to zelo mikalo, ne? Se pravi, kaj pride, ne? Kaj je prihodnost, na kakšen način se bo razvijala, in pa v kombinaciji z kreativno sem pretvoril pač v marketinško in podjetniško kreativnost. Predtem pa ja, bom rekel, da
Smo bili kar navihani tudi v srednji šoli, tako da smo bili inovativni pri mnogih zadevah, ki se bolj razglabljajo potem ob večernih urah. Dejva se dotakniti, ker me res zelo fascinira. In sicer ti ne samo, da imaš izjemen položaj, izjemno odgovornost, si tudi predavatelj na večjih univerzijah in ustanovah, tudi na raznih konferencah, si svetovalec raznim podjetjem, pa še mnogo več. Pa me zanima, kako si ti organiziraš čas? A si ti v nedeljo pripravaš za cel teden, a si vsak dan posebej za naslednji dan, ker verjamem, da moraš biti kar dobro organiziran. Mark, lahko to poenostavim. Jaz sem že toliko star, da si toliko izkušenj nabral, veš, tako da včasih je ta stvar dneva pa tedna, ampak kar desetletij, ne, bi rekel. Zadnji si pogledal, da moje delovne izkušnje, ne boš verjel, seže že 32 let, ne, v bistvu nekaj kao, temu reče delovna doba, ne. Tako da v tem času si res nabral veliko tega, ampak ja, kot praviš, v bistvu je potrebna organizacija, ne, če nič drugega, najprej začnemo z otroci, ne, kako bomo pa kombinirali otroke doma, ne, kdo, kdaj, kako. Kljub koroni je pač potrebno se zorganizirati, ne, temu damo prvo prioriteto. Potem pa okrog tega vrtimo ostale zadeve, ne, se pravi recimo predavanja, moram enkrat na leto planirati in to je pač, mora držati kot pribito, ne, namreč šola se ne bo spremenila zaradi enega predavatelja. To so neki letni plani, ne, bomo rekli, tudi v podjetju si naredimo neke okvirne letne plane, vsaj kar se tiče potovanj in ostalih zadev, se pravi te stvari, kjer smo bolj mobilni, rečemo te zadeve, pustimo strateška planiranja podjetja in tako naprej. Potem pa te zadeve zožamo, ne, odpremo koledar in vidimo, včasih me celo preseneti, ta teden so pa že predavanja, ne, tako kot sneg preseneti včasih v Ljubljani, ne, ali pa skoraj vedno. In to bi rekel, da so neka izhodišča. Ja, nedelja je dosti pomemben planski dan, recimo temu, je pa potrebno tudi dnevno pakirati, ne, recimo povprečje se vrti nekje med 45-50 sestankov na teden, ne, v koledarju, ne, teh uradnih. Potem so pa seveda še kakšni neuradni, pa te predvsem z Ameriko, ne, kjer največ delamo, Kalifornija je pač tukaj še časovna razlika, ne, kar pomeni, da pobira jutra in noči. Recimo temu, da potem lahko v miru delamo čez dan, ne, bi se temu rekli, ampak to pomeni tudi, da se delovnik lahko z lahkoto raztegne tudi na 16 in več ur. Zdaj, delati v startup svetu je obaviva zelo intenzivno, zelo fascinantno, veliko se dogaja. Ti prihajaš iz večjih smeri, kot investitor, kot svetovalec, kot founder. Pa me zanima, če se dotakneva Hi-Tech Grupa, tega izjemnega podjetja, ki je v zadnjih 4 letih res imelo izjemno rast. Daj nam predstav sploh prvič, kaj je Hi-Tech Group, s čim se ukvarjate, pa kako lahko sploh dosegate tako rast, kako skrbite, no, da je ta rast, bom rekel, sustainable, vzdržna. Ja, seveda, lahko začnemo tukaj. Hi-Tech Group v bistvu je podjetje, ki ni zraslo čisto čez noč, tako da čeprav bom rekel, da imamo precej startup kulturo, je podjetje letos praznovalo že 13. leto. Seveda so bili potrebni kar določeni pogoji, da smo prišli do take stopnje rasti, ne. Bomo rekli, da pri Hi-Techu je vse možno, ne, kombiniramo. V osnovi Hi-Tech pomeni High-Tech Engineering Center in osnova, absolutno, kultura je inženirska, ne, začenja se, prvi projekti so bili zelo, bomo rekli, poglobljeni za delom za Intel, namreč eden od ustanoviteljev je delal v Intelu na Nizozemskem in je dal v neki fazi odpoved, ker je želel pač delati z podjetjem, ne pa izključno v podjetju. Takrat je mama jokala prav cel teden, ne, ampak jo je uspel prepričati, da bo pa on kljub temu delal še z Intelom, ne, in Intel je res eden naših prvih high-tech strank, ne. Hkrati smo pa razvili zelo močno design oziroma creativity fazo, ki se nanaša ne izključno za oblikovanje in UX, ampak gre za product development, product design, design sprinti, innovation sprinti, se pravi te zgodnje faze oblikovanja produktov,
ki pridejo v inovacije, ki pridejo v deployment in delivery. Seveda je potrebno uresničiti določene zadeve, ne. Večinoma govorimo o digitalnih produktih in storitvah, ki so lahko v mnogih panogah, no, bomo rekli temu, ne. To je zdaj neko izhodišče, ne. Bomo rekli, da ključen je bil tudi selitev founderjev v Ameriko, že kar nekaj let nazaj, ne, in takrat se je v bistvu tudi odprlo bistveno bolj skozi leta, ne, to je že 7 let v bistvu. Eden je v Silicon Valleyju, ne, Alex, drugi Dušan je v Minnesoti, ne, kjer je sedež v bistvu Mayo Clinic, ki je tudi naš klient, in pa bomo rekel temu MedTecha in HealthTecha, ne, tako kot je Silicon Valley za tehnologijo, je tam za medicino center. In oba dva so vsak na svoji strani rilna pač sodelovanje z poslovnimi angeli, skladi, z tehnološkimi podjetji, velikimi, malimi. To je bil recimo nek proces, ki je trajal kar dolga leta, ne. Bomo rekli, nek prodajni proces, če bi tako gledali, ne, je precej dolg, se giblje med 2 in 3 leti, ne, v bistvu, da se zaključi kakšen klient. Se pravi, od danes do jutri ni skoraj ničesar, ampak so to zelo dolgi procesi, mogoče se malenkost skrajšajo z prepoznavnostjo, z rezultati, s priporočili, ampak je kar dolg proces v bistvu, da se to razvije. Evo, to je mogoče en tak uvod. Zdaj, kako pa je s hitrostjo? Odvisno, s kom se primerjate, ne. In zelo zanimiv v bistvu element je, da se mi ne želimo primerjati z nikomer, ne, hkrati pa kljub temu pogledamo levo in desno, ne, na nek način. Zdajle recimo podjetje nekje raste v povprečju 100 ljudi skoraj na mesec, a ne. In marsikdo reče, 100 ljudi na mesec, kako boste pa to vse skupaj, ne. Hkrati si pa recimo eden od naših founderjev reče, 100 ljudi na mesec, ne, konkurenca ima že 1000 na mesec, ne. Mi smo šele na 100, ne, kje je še to, ne. V bistvu v Ameriki je vse, everything is big, ne, not only in Texas, ne, ampak v Ameriki. In tam so številke, recimo, govorimo tudi o startupih, ne, začetna investicija za dobre ekipe 100 milijonov, ne. Se pravi, govorimo o velikih in pa govorimo o zelo, bomo rekli, kratkih časovnih enotah, namreč zasesti trg je potrebno v letu do 2, ne, se pravi z startupi. Koliko v tem času ne zasedete trga s produktom, z storitvijo, z rešitvijo s kupci, enostavno vam zmanjka časa, ne. So drugi hitrejši, drugi zberejo več denarja, konkurenca to hitro pohopsa. Torej, bom rekel, tukaj se pokaže, da če želite kot startup ali pa uspešno, hitro rastoči potencialni unicorn, dobiti šele denar, pa potem šele razvijati produkt in tako naprej, ali pa začeti z oglasom, zdaj iščemo pa 10 novih developerjev, ste že zamudili, ne. To je že prepozno, Silicon Valley je to daleč prepozno, ne. Oni v bistvu, rečemo temu, da je bolj Kickstarter metoda, ne, ko jo poznamo, se pravi, produkt, osnova, izhodišče je tu, MVP, vendar ko dobijo denar, je potrebno teči izredno hitro. Dam primer, v zadnjem projektu recimo smo mogli v 3 mesecih zbrati 70 developerjev, projektu takoj, ne, se pravi, v 3 mesecih 70 ljudi skeleti. Kar, če si predstavljamo, da teh ljudi sploh ni na zalogi, je to izredno pomemben element, se pravi, kje sploh ljudi dobiti in da so sposobni tudi seveda sodelovati med seboj. Pa daj nam še predstav, prosim, vi ste zdaj ravno prevzeli prejšnji teden oziroma ta teden podjetje v Silicon Valleyju, pa me zanima, kako pa v bistvu lahko držite tak tempo, da so v bistvu tudi vsi zaposleni pravilno onboardajo, imate tudi točno določene vse procese, da vse to klapa, ker vemo, da dostikrat kakšni startupi, ki zrastejo iz 10, 30 na 100, 200, 300 zaposlenih, je to prehiter rast in v bistvu se bi moglo v neki točki malo staviti pa konsolidirati. Kako vam v bistvu uspeva, da dejansko še zmeraj držite hiter tempo, ampak da so tudi vsi zaposleni hitro onboardani, a imate toliko dobre procese, da nam malo to predstavimo? Ja, v bistvu bi rekel, da ljudje so absolutno na prvem mestu, ne, v tem našem people oddelku, kot bi rekel, ki je bil postavljen na začetku strani inženirjev, je prišlo v bistvu v teh 2 letih do zelo pomembne profesionalizacije. Pridružili smo, ves čas iščemo najboljše ljudi, kar jih dobimo na svetu, ne. Tako da smo potegnili ljudi iz Princetona, iz Amerike, recimo iz Moskve, iz Anglije, iz Srbije, Slovenije in tako naprej. Najboljše ljudi, talente, kar jih lahko najdemo.
in jim dali proste roke, ne, bomo rekli, najprej v tem HR organizaciji. To je omogočilo, da se zelo hitro gradi zadeve in v bistvu ravno ta competency framework, ki ga gradim, ki je zgrajen, ne, pri nas, pokriva 3 področja, ne, in je zelo pomemben za rast samega podjetja. Izhaja pa iz osnovne predispozicije ali pa recimo values prvega, ki ga vsi pri nas vemo, ne, je v bistvu, da growing yourself by growing others, ne, se pravi rast, o kateri govorimo v podjetju, se ne ukvarjamo toliko kot posamezniki s tem, razen v moji vlogi, ampak se ukvarjajo z lastno rastjo ekipe, z dodajanjem vrednosti. Podjetje je razvilo svoj HRM sistem, na podlagi izkušenj, ker delamo tudi z UKG-jem, recimo največjo svetovno firmo, razvili smo Great Place to Work in kar nekaj Keep v Bostonu, kar nekaj orodij za HR, na podlagi tega smo razvili svoj sistem, ki se ukvarja predvsem z dodajanjem vrednosti v podjetju, se pravi ne štetjem ur, ampak kako jaz dodajam vrednost, kako dodajam vrednost ekipi, podjetju, klientu, kako drugemu dodajamo vrednost, ne. In ure so povsem nepomembne, ne, benchmark in tako naprej, ampak gre za to, da damo najboljše od sebe, ne, se pravi, da ves čas tudi drugi vidijo, da to najboljše vlagamo, ne, in da s tem dodajamo in delamo najboljše, kar lahko, ne. S tem tudi pridejo rezultati, ne glede na to, kje se nahaja konkurenca. Top. Zdaj, kakor sem že prej omenil, si ti zelo veliko vpet tudi v startup svet, ne samo kot investitor, tudi svetovalec, tudi bil si član upravnega odbora Poslovnih angelov. Jaz sem tudi zadnjih par let bil v podobnih položajih, ampak nimam še toliko izkušenj kot ti. Pa me zanima, kako ti gledaš na startup ekosistem v Sloveniji pa v svetu? Kako so naši startupi pripravljeni na vstop v tujino, a nam kaj manjka? Daj nam malo svoj pogled, prosim, del. Mogoče eno hitro izhodišče, slovenski startup z slovenskim produktom, slovenskim trgom in slovenskimi investitorji pač nima veliko prodora, ne. Kljub temu z veseljem nabavljamo lokalni mesnici, pekarni in tako naprej, to so tudi neke vrste startupi, ampak to ni globalno, ne. To je pač lokalno, kar je odlično, kilometer zero in gastronomija je tudi pomemben element zame. Ampak, ko govorimo o tem, je potrebno v bistvu gledati dosti bolj prodorno, dosti bolj mednarodno in si moramo upati več. Namreč Slovenija je tudi majhen trg za kader in za vse ostalo. Torej, že od začetka je potrebno vzpostaviti in z remote delom in zdajle z bomo rekli, situacijo zdravstvene, ki je zunaj, je fantastičen moment, da lahko z našim produktom, tako kot je na Kickstarterju, tako tudi ostalih, zgradimo mednarodno ekipo, da si poiščemo kadre ne zgolj v svojem razredu, kjer smo študirali, ali po svojem, ne vem, svoji občini, ampak da gledamo beyond, da gledamo čim bolj mednarodno ekipo sestaviti, čim bolj mednarodne investitorje, ker to bo dodajalo vrednost in lažje bo prodreti na globalni trg. Ker danes so res z lahkoto global born podjetja, izdelki in ostalo. Torej, moramo se zavedati, da tukaj konkurirajo samo slovenskemu kapitalu, tudi ne nemškemu ali pa avstrijskemu, ampak globalnemu. In je potrebno pač iskati bolj v svoji niši, v svoji industriji, kje se lahko prebijemo, kje lahko zberemo odličen kader, in pač postaviti osnove, to, kar tudi tvoj podcast govori, ne samo leadershipa, ampak tudi beyond leadershipa, ne. Ta ekipa mora imeti pravo motivacijo na dolgi rok. Zdaj, ko si že lepo naredil uvod v moje naslednje vprašanje, se pravi ekipa, pomembnost ekip, oba veva, da pri postavljanju velikih zgodb, uspešnih zgodb je zmeraj pomembna ekipa. Pa me zanima, ko si ti postavil ekipo, se pravi, tvoja vloga je Chief Growth Officer, ko si postavil ekipo, kakšne lastnosti si iskal, kaj ti je bilo pomembno? Bil sem zatečen v bistvu, da nekaj ljudi sem že imel v podjetju, ne, ki niso bili recimo niti izbrani z nekim veliko mantro, ne, growtha,
Bili so motivirani, imel sem osebe v Ameriki, osebe v Evropi in skupaj smo postavili v bistvu nekatere cilje, tudi v bistvu recimo za svojo ekipo, ampak tudi za podjetje. Podjetje je v bistvu postavilo parametre, bomo rekli, 10x, kot temu rečemo, se pravi 10-kratnik, na vseh možnih parametrih. Se pravi od čistilke do uprave, do vseh, se pravi recepcije, kaj je naš osebni 10x. In da se merimo sami s seboj in ne, da se merimo z drugimi in pa, ne vem, s konkurenco podobno. Kje mi lahko ustvarimo ta 10x in ne samo 10x, ampak vsak kvartal je to rolling 10x. Se pravi, tudi kadar smo delali že v smislu 10-kratnika, kaj je to, kar je 10-kratnik naprej, ne? Da si predstavljamo, mi smo se poslovali okrog 10 maksimalno ljudi lani januarja, ne? In danes govorimo o 100 ljudeh na mesec, recimo v mesecu decembru. Nekje smo zdaj med 80 in 90 pretekli mesec, ta mesec bomo presegli 90 in potem je januar, bi moral biti 100. Dam en primer. Prav tako, ko govorimo o elementih marketinga, ali so to zdaj backlinki, ali so to obiski, ali so ostale stvari. To ne pomeni, da je zdaj to zabetonirano v kamen, da je 10-kratnik potrebno nujno in sedaj in takoj doseči, ampak da naredimo največ, kar lahko, da se približamo tej smeri. In da res nihče ne bo kaznovan, če ni dosegel tega, ampak da se res potrudimo in da ugotovimo skupaj, zakaj pa morda nismo ali pa zakaj smo nekatere stvari dosegli. In spet ta staffing ljudi, ki ves čas poteka, da pritegnemo najboljše ljudi, ki jih lahko vključimo in bo ta rezultat potem tudi lažje dosegljiv. Top, odlično, Maro. Zdaj, ti si tudi en velik, bom rekel, ljubitelj Slovenije, tako kot jaz verjamem, da smo izjemna država. Tudi ustanovil si oziroma si poštartil ta The Slovenian Gastronomy, pa ne malo predstavno, vem, da veliko promoviraš Slovenijo, veliko pomagaš, da smo še bolj globalno prepoznavni. Pa me zanima, iz kje je prišla ta strast? Dve naključji so bili. Na World Economic Forumu srečamo v bistvu njihovega digitalnega direktorja marketinga in v Davosu in se pogovarjajo in pravi, da Slovenija pa ni nikjer na karti, ne poznajo. In srečamo enega sošolca od Marka Zuckerberga tam iz Albanije in nekako so se midva zavezala, da bova pokrila celotno regijo in spodbudila, da postavimo na karto to celotno regijo. On strani Albanije, strani Slovenije in smo na nek način pokrili širšo regijo ex-juge. To je bilo v bistvu za vodičenje Pocket, ki so sedaj že skoraj 30 let, podjetje v Litvaniji, ki so ga 2017 tudi kupili, no. Globalno pokrivamo več kot 300 mest. To je ena od zadev, da smo spravili se na karto. Druga zadeva pa, ko smo ugotovili, da so najbolj prodajane knjige v Sloveniji strani hrvaške založbe in da so slike notri, ko se katrca pele čez Tromostovje in podobno, in smo rekli, hudiča, seveda, ker ni več avtorskih pravic za to, pa smo sposobni, jaz bi rad dal iz rok nekaj, tudi kot predavatelj, recimo, sem vedno nosil kakšne knjige, kakšno bolj svežo knjigo, katrc ni že dolgo, na Tromostovju se pa tudi ne moramo peljati. In smo tako v bistvu zbrali ekipo mednarodnih novinarjev, po sreči ravno iz Pocketa, in so kar dobrih 7 let hodili okoli po Sloveniji, da so zbrali, v bistvu obiskali 100 krajev, plačal sem, da so bili od teh krajev obiskali, govorili z lokalnimi ljudmi, s pomočjo tudi občin, ki so odlično sodelovali, so nam pomagali pri fotomaterialu, podatkih in tako naprej. Smo izdali prvo knjigo, ki je danes oziroma letos dosegla že 20,000 prodanih knjig, The Slovenian Book v zadnjih 5-6 letih.
Tako da, evo, je neke vrste bestseller, sem ponosen, da lahko dam iz rok ta del, ne. In tako se je v bistvu podjetno razvijal, seveda vse to sem financiral sam, ne. Na srečo z dobro prodajo smo to seveda lažje tudi pokrili. Tako se je tudi pokazalo interes za gastronomijo, kjer sem investiral kar nekaj denarja v bistvu v razvoj in promocijo gastronomije. Namreč mi smo začeli ocenjevati restauracije Best of Ljubljana 11 let nazaj, najboljše restauracije 6 let nazaj, izdajali vinske mape, zdaj že 8 leto in tako naprej. V neki fazi, recimo pred to korono, smo tiskali nekje več kot milijon izvodov, kar je doseglo nekje 3,5 milijona turistov, ne. Kar precejšen znesek, glede na to, da to ni financirano s strani države, ne. Absolutno lastna iniciativa, želja v bistvu, da turisti, gostje dobijo čim boljšo informacijo, da obiščejo tudi malce manj znane kraje in pa seveda skrite kotičke tudi v Ljubljani. Prav tako pri gastronomiji smo bili pač, ne vem, v Parizu, se pogovarjali v bistvu tudi tam za Michelin, s povezavami in pomagali v bistvu tudi pri promociji gastronomije v Sloveniji. Seveda, dokler se je to še lahko izvajalo na nek normalen način. Tole zdaj pač prehodi, premiki, sedaj so pa seveda predvsem digitalni svet, dostavo na dom in seveda smo tukaj bili zelo, zelo omejeni in tudi moj fokus se pač moral prilagoditi na tržišča oziroma področja, ki rastejo, ne. Zdaj, ena zelo fascinantna stvar o tebi je tudi, da si zelo veliko vlagal vase, v svoje znanje. Nabiral si ga na Harvard Business Schoolu, na UVA univerzi v Amsterdamu, International Management Teachers Academy, univerzi v Ljubljani, ogromno si prepotoval sveta, pa me zanima, koliko je to vplivalo pa pomagalo tebi tudi v tvoji karieri, ta globalni mindset, ogromno znanja, koliko je to pomembno, če vzamemo, da imamo kar nekaj mladih podjetnikov, študentov? Iskreno, jaz sem bil precej slab študent, ne, bomo rekli temu tako, no. Namreč ena od značilnosti je bila, da pač mi smo mogli doma delati, ne, podjetniško in jaz nisem imel neke posebne, želel sem uresničiti svoje že znanje z srednje ekonomske šole in nisem imel želje po fakulteti takoj, ne. Sem se posvetil predvsem delu, ne, in potem sem ugotovil šele pri delu, da mi pa manjkajo določena znanja, ne, ki so potrebna z šolanjem, tako da sem vpisal ob delu. Mislim, da na žalost nisem bil skoraj na nobenem predavanju, ne, ampak sem poskušal v bistvu narediti bistveno več domačih nalog, imel sem dobre sošolce in sošolke, več seminarskih in ostalih in v bistvu sem odkljukal te ocene in izpite, bom rekel, ne. To seveda ni moglo nadaljevati v nedogled, tako da tudi pri podiplomskem študiju je bilo potrebno seveda poiskati v bistvu dovolj zanimive vsebine, področja so bila že bolj zožena, področje recimo marketinga, pa kasneje podjetništva in tukaj je se pokazal tudi velik interes. Namreč tisto, kar me je res zanimalo, to je bila ocena 10, ostalo pač je bilo toliko, kot je bilo potrebno, ne. Zdaj v kasnejših zadevah je v bistvu ves čas bilo iskanje in tudi v mojih predavanjih izhajam iz tega, kako so lahko predavanja bolj zanimiva, ne, kako lahko pa to prenašanje znanja omeji zaspanost poslušalcev, ne, omeji v bistvu z nekimi novimi metodami. Tako da prvi preskok je bil ravno ta International Management Teachers Academy, ki je bil financiran, zdaj bo marsikdo rekel, s fundacijo Soros, ne, ampak dejansko je IEDC je imel sredstva v bistvu, da je lahko pritegnil najboljše predavatelje celega sveta s to fundacijo, da so predavali predavateljem iz Evrope, ne. In smo imeli res neverjetnega, recimo JB Kasarjana iz Amerike, iz IMD-ja, iz SMT-ja, iz Harvarda, tako da dam kar nekaj teh profesorjev. Tukaj se je pokazalo, da je od case studies do marsikakšnih metod, se pravi učenja, da so lahko neverjetno zanimiva, interaktivna, engagement, se pravi na stopnji pač predavanja MBA-ja so to bile res zanimive izkušnje. Potem pa pač tudi na Harvardu sem jaz bil na
programih za profesorje predvsem. In z Howard Stevensonom, ki je bil moj mentor, v bistvu, mislim, so to povsem drugačni odnosi, tudi profesorjev in študentov. Mi smo k njemu domov hodili, ne, sicer, kot profesor je morda malce lažje, ampak imeli skozi odprta vrata, tudi če smo prišli bom rekel, skoraj polnoči, če smo se najavili, smo pri njemu na dvorišču lahko se usedli, pa ko je on pokadil eno cigaro, smo debatirali o različnih zadevah, ne, ampak je bilo res neverjetna ta bližina. To je mogoče en tak pristop. Tako da tudi pri svojih predavanjih se trudim, v letošnjem letu so mi dali oceno 4,83 od 5, recimo, ne. Predvsem pa, da so poslušalci zadovoljni. In moj angažma na šoli vsaki je odvisen od ocene udeležencev, ne. Če udeleženci niso zadovoljni kot gostujoči predavatelj, lahko izgubim svoj angažma vsako leto, ne. In sem ponosen, da recimo zdaj že 13. 14. leto predavam na IDC-ju in vsako leto posebej me študentje izberejo, ne, da jim predavam tudi naslednje leto, ne, oziroma tekoče, ne. To je res bom rekel, zahvala vsem študentom, ki so mednarodni iz mnogih držav in mi to daje res neverjetno spodbudo, da delim z njimi svoje znanje, da posvetim čas, to je približno nekje mesec dni na mesec, 2 meseca na leto, in pa tudi sam se zelo veliko naučim, sploh na Grande Colangé, recimo, kjer imamo pa zelo globalno sliko, ne. Če imamo z IDC-jem regijsko in evropsko, kljub temu imamo, ne vem, študente iz Afrike, Urugvaja in podobno, je pa v Grande Colangé v bistvu 80% študentov zelo, zelo mednarodno, od Mehike, Brazilije, Tajvana, Tajske, Kitajske, seveda Francozi in tako naprej. Nikoli še nisem imel slovenskega študenta tam, ne, tako da še pričakujem, ne. In je v bistvu ta izkušnja omogoča ne samo, da se oni učijo, ampak se tudi jaz učim, ne. Ni se še zgodilo v nobenem razredu, da bi kdo slišal recimo za Gorenje, ne, in pa predstavljam vsako leto Gorenje case kot ponos slovenski, ne. In je zanimiv, ne, štartati iz tega, da nihče ni slišal za najbolj znano znamko v Sloveniji. Ja, zanimivo. Super. Dajva se še dotakniti, ti zelo rad proučuješ tudi najhitrejše rastoča podjetja, se pravi unikorne. Pa me zanima, zdaj, da bodo poslušalci vedeli, unikorn je podjetje, ki doseže nekje $1 milijardo vrednosti. Pa me zanima, koliko ste pa vi daleč v high-tech grupi? Koliko ste daleč od tega, da boste postali unikorn? Ali ste že? V bistvu smo to nastavili, kako sem se sploh pridružil Hateku, je mogoče zanimivo. Jaz sem founderji spoznal dolga leta nazaj, preden so ustanovili sploh Hatek, nekje 15 let nazaj. Pomagal sem ustanavljati poslovne angele v Srbiji, takrat in z Evropsko fundacijo, v bistvu nekimi sredstvi iz Nizozemske, smo pomagali tudi zakonodajo spisati in ostali. Pomagali so tudi v Makedoniji, v Bosni, na Hrvaškem in podobno. Res je bila želja, da se podjetništvo razvije, ne samo strani države, ampak strani posameznikov. In takrat smo se spoznali. In tudi v bistvu pred nekaj leti v bistvu smo govorili o tem, kam pa grejo oni s podjetjem, ko so objavili nek mail, so mi poslali, kako rastejo, ne. Kljub temu so bili še nekaj več kot 100 ljudi. In sem jaz naredil v bistvu eno zanimivo predavanje, The Big Five, kjer imam 5 pilarjev v bistvu graditve samega unikorna, ne, ki so pomembni, ne, da bi lahko podjetje postalo unikorn. In potem v bistvu je prišlo povabilo, ne, kaj pa, če bi mi res gradili unikorn, kaj pa, če bi mi to skupaj naredili, ne. In tako se je ta zadeva zgradila in te targeti, ki jih imamo, kažejo, da bi to mogli doseči nekje konec naslednjega leta. Odvisno od vrednotenj, od pogajanj z investitorji, recimo bodočimi, stopnji rasti, ampak recimo ta rast, ki je sedaj, je povsem planska, ne, ni to neka nepričakovana in podobno, zato so tudi možnost kontroliranja še vedno obstaja. Vse te stvari, ki smo jih postavili, so na recimo fast forward, ne, v primerjavi z nekaterimi drugimi rastmi podjetij. Zdaj, ogromno projektov si že vodil, ogromno projektov boš še vodil, jih ustvarjaš. Kaj bi pa rekel, Američani temu dostikrat pravijo, the aha moment,
kaj bi pa rekel, da je bil ta aha trenutek v tvoji karieri ali pa tisti projekt, ki si pa najbolj ponosen, ki ti je pa v bistvu spremenil ali kariero ali mindset in si rekel, to je to, kar hočem početi. A je bil kakšen tak? Odvisno, kako zdaj nazaj gledamo, lahko pa gledamo naprej, ne. Jaz bi rekel, da ta prevzem v Silicon Valleyju je zame recimo en res tak breakthrough, ne. Tako kot je, enkrat je bil Tedeschi iz Atlantic Grupa gost na mojem predavanju, ne, in takrat so se dogajali te prevzemi v Nemčiji, ki je hrvaško podjetje prevzelo na Nemčiji, ne, in to mi je ostalo nekje v spominu, ne, na primer. On je rekel, da to je tako, kot če bi človek ugriznil psa, ne, povsem nelogično, ne, in zdaj firma iz regije, ne, prevzela Silicon Valley, ne, ponavadi ravno obratno, ne. In to je bila tako šokantna novica, da dejansko smo od prejšnjega četrtka imeli že več kot 400 objav, ne, v mednarodnih medijih, francoskih, nemških, angleških, srbskih, hrvaških, ne vem, italijanskih, kitajskih, korejskih, vse živo, ker je tak šok, bomo rekli, za nekatere, kako zdaj, ne, kaj se dogaja, ne, a gre Silicon Valley res nekam in zdaj pa kar Evropa, ne, prevzema tam, ne. A bo to pomenilo, da bo zdaj Evropa res zrasla? In jaz bi rekel, da to je en tak zadnji precedens, ne, neka level up, ne, bomo rekli, v teh točkah. So se pa seveda dogajale tudi za dolgo debato, ne, kar nekaj teh stopničk je bilo vmes, ne, ki so tudi vsekakor usmerjene na nek način, ali takrat, ko sem se usmeril v turizem, ali takrat, ko sem se usmeril v predavanja, recimo, ko je bil velik skok, ne, preskok, ali z Hatekom. Ta stopnička pa recimo bomo rekli, da je najbolj tudi mogoče globalno kaže na nek naslednji korak. Bomo pa videli, kaj nas bo to še pripeljalo. Super, wow. Zdaj, danes veva, da tekmujemo za globalne talente in vi opravljate to delo odlično, ker imate res izjemno rast. Pa me zanima, kako pa potem poskrbite, da nimate velike fluktuacije, kako v bistvu pridobite, ker danes vemo, da ena stvar je plača, druga stvar je pa v bistvu neka kultura pa delovno okolje. Tako da kaj je tisti, bom rekel, faktor X poleg plače, ki ga vi ponujate, da res lahko zadržite te talente, pa da jih tudi ogromno lahko pridobite? Mark, tebi še nismo poslali ponudbe, ne? Niste. Okej. Torej, poglej, recimo Slovenija, bom dal primer na Sloveniji, ne, nima veliko priložnosti in kadri, da delajo recimo za najboljša svetovna tehnološka podjetja. Kljub temu, da delamo za dobra podjetja, ne, Nemčiji, tudi kakšne v Ameriki, nimamo dostopa recimo do, ko sem prej omenil, Intela, Qualcomma, Applea, AMD-ja in podobnih, ne, se pravi do vrhunskih podjetij in da delamo na cutting edge tehnologiji. Mi ne delamo na 5G, o katerem ljudje govorijo. Mi že od začetka leta delamo na 6G. Kaj se bo šele zgodilo? Imamo dostop, se pravi, do nečesa, kar bo šele oblikovalo prihodnost. In naši ljudje imajo možnost dostopa, se pravi, do nečesa, kar spreminja cel svet, ne samo neko ozko nišo. S tem znanjem, se pravi, s takimi klienti, s tem znanjem in pa bom rekel, seveda, ponudbo, ki mora biti boljša od sedanje, moram reči, da zelo uspešno prepričujemo, ne, tudi v Sloveniji, tako da jaz mislim, da ne bo tak problem spet dobiti 100 ljudi, ne, ker s komerkoli smo govorili, 100 ljudi boste dobili, kje boste pa dobili, ne. Poglejte, bomo rekli, evo, dam primer Makedonija, ne, smo v 4 mesecih zaposlili 40 ljudi, ne. Vstopili smo, prvič smo šli v Makedonijo aprila, sprejel nas je takoj predsednik, brez problema, tudi ministri in ostalo. To se žal v Sloveniji pač ne more zgoditi, ne. Sicer so vsi prezasedeni, včeraj smo govorili, ampak žal pri nas ljudje nimajo časa, saj samo 15 milijonov investicij, to res ni ne vem kaj, ne. Eno pač podjetje malo nekaj bi rado, pa niti ne gradimo tovarne, tako da bi rekel, da bi želel si, da tudi naša Slovenija prepozna, da znanje v slovenskih glavah, ne samo v rokah, ne, in da smo res, da se zbudimo, ker namreč naše okoliške države, pa predvsem na vzhodu, ne bom samo na zahod gledal, so že zdavnaj prilagodile zakonodaje, so pripravljene pritegniti investitorje
v vse panoge, ne samo proizvodno. Romunija, bom rekel, ki imamo daleč zadaj za nami, je 12 let že nazaj prilagodila IT zakonodajo in govorijo o nični stopni, recimo, prispevkov, ne o kapici in tako naprej, nula, zato, da so pritegnili, ampak to pomeni tudi, da so pritegnili 5000 ljudi Oracla, 5000 ljudi Amazona, 5000 služb vrhunskih podjetij. Mi se moramo pogovarjati s tem, da največja IT firma v Sloveniji ima manj ljudi, kot eno podjetje v Tuzli, niti ne v Sarajevu, ampak v Tuzli je večje podjetje, obstaja IT-ovsko, kot je v celi Sloveniji. In to je tisto, kar si želim, evo, Mark, s tabo, da si prizadevamo, da se vrnemo na poti, se pravi tehnološke superiornosti, ki je bila v Sloveniji, ima tradicijo od Iskra Delte, Hermes Softlaba, se pravi naši seniori so lahko že 40 let delali na odličnih projektih, če se niso upokojili prej. In čas je v bistvu, da imajo dostop ponovno, se pravi, do najboljših projektov in da stopimo skupaj, se digitaliziramo in izkoristimo seveda tudi kanček podjetnosti, da to čim bolje unovčimo. Super, mi je zelo všeč, da to izpostavljaš, ker se mi zdi, da Slovenci smo res izjemen narod. Premalo se pogovarjamo, premalo se tudi potolčemo po prsih, pa rečemo, kaj smo se ustvarjali, raj se malo potuhnemo. Tako da mi je všeč, da ste prišli v Slovenijo, da boste naredili velik boom, jaz verjamem, da boste zelo uspešni, da bo tudi Slovenija trg, ki bo vam pokazal ogromen talentov. Pa me zanima še, ena izmed tvojih vlog je tudi, da si mentor, si vzornik, mentor, svetovalec. Pa me zanima, si tudi ti v svoji karieri, življenju imel kakšnega mentorja ali pa ga imaš še zdaj mogoče? Bi si želel imeti več mentoriranja v sedanjem času, bomo rekli, zdaj trenutno so mentorstva bolj z tehničnega področja, kjer se učim povsem novih področjih tehnologij, recimo na nek način, da bi bolje razumel, tudi razvoj, strateški, svetovni, kam se premika, kakšni psihološki mentorji, seveda coachi so tudi bili, lahko si štejem, da je tudi nekaj mentorjev med mojimi profesorji na Harvardu, na Babsonu in podobno, s katerimi ohranjam kontakt. Zelo sva v stiku, ne bom rekel mentoriranja, tudi z Cecily Drucker, hčerko od Petra Druckerja, sva na vezi kar redno, v bistvu, ki je bila tudi šla kot gostja na moje predavanje na EDC pred leti, tako da imam iz prve roke, kaj je oče rekel, sicer je ona bolj usmerjena v podjetništvo kot oče v management, ampak evo, tako da bi rekel, ne dovolj načrtno, ampak bolj spontano, bomo rekli, vse se te stvari dogajajo. Ja, se pa zelo prizadevam, letos sem mentoriral nekaj podjetij, predvsem v kreativnem inkubatorju, v povezavi z MAO-om, kjer je bila moja želja ravno to, da ljudje, ki imajo kreativnost, ki imajo ideje, ki ne izhajajo nujno iz ekonomskih šol, da jim pomagamo, da vidijo tudi širše, in da si drznejo v bistvu prodreti s svojimi kreativnimi idejami. To me tako kot nekateri drugi dobrodelni projekti, recimo, me zelo motivira, želim pomagati ljudem in koliko lahko prenesem svojega znanja, motivacije, recimo to pomaga, da potem tudi upam, da tudi oni bolje razvijajo svojo prihodnost. Odlično, super. Zdaj, glede na to, da mislim, da se pogovarjamo o Beyond Leadershipu, me zanima tudi, kako se je pa tvoj stil vodenja tekom tvoje kariere, ko si šel po stopničkah, pa si prevzemal močnejše vloge, močnejše funkcije, do tega zdaj, da dejansko si del, bomo rekli, naslednjega unicorna, kako se je tvoj stil ali pa slog vodenja spreminjal? Ja, to so zanimive teme, V bistvu moj stil, ali pa kaj bom rekel, se je začel že doma v družini, ko smo imeli družinsko podjetje, seveda je bilo to nedeljsko kosilo, je bil stil vodenja, Zdaj, če bi bilo kaj v redu med tednom, smo ga slišali, v nedeljskem kosilu, in pač tega se probam izogibati, od nedeljskih večerij preusmeril na
oziroma nedeljski kosil preusmeril na večerje med tednom, ne, tako bi rekel, z včasih sodelavci, ampak še zmeraj tukaj dostikrat hrana. Bom rekel, da podjetniški sklop je bil zmeraj prevladujoč in se včasih tudi težko znajdem v klasičnih menedžerial vlogah, ne, bomo rekli, da se prej premakne ravno to v leadership, ne, ki povezuje tako podjetniško kot menedžersko vlogo. Namreč administracija ni lih ravno moja močnejša stran, no, bom rekel, ne, tako da so bolj ta kreativni del razvoj, včasih prehitro letim tudi naprej, ne, seveda z kakšnimi zadevami. Zato je zelo pomembno, da imamo ob sebi, bomo rekli, yin-yang, ne, ljudi, s katerimi se lahko dopolnjujem, in seveda si mogoče vzamemo na tak način malce več časa, da lahko vodimo. Oba dva poznava zelo dobro, recimo model nekega avtentičnega vodenja, ne, da želimo pač biti to, kar smo, ne, in pokazati odprto, transparentno, direktno, včasih preveč, ne, zadeve, ki so, ne tiste, ki niso in kaj bi bilo, če bi bilo, ne. To pomeni, da imam zelo pogosto, kolikor je mogoče, tudi včasih 15-minutne samo sestanke, direktne, 1 na 1, kjer si zelo redno rečemo Bob, ne, preverimo, imamo feedback direktni, 360, ne glede na sistem podjetja, ne, v bistvu sistem skušamo v bistvu graditi, pomagati si, pomagati drugim in na ta način se mi zdi, da se gradi ta transparentnost, mogoče, da so tudi drugi transparentni, odprti in da lahko dajo več, ne, ker seveda tako, da smo pripadni ne samo podjetju, ampak svojemu timu, lahko gradimo razvoj, recimo svoj, ne, in pa drugih. Je pa želja seveda tudi pri tem, ni samo cilj, da pokažemo, ne vem, kako zelo smo pametni ali kakorkoli, ne, ampak da se tudi umaknem, ne, in prepustim v bistvu zasluge, ne, svojim sodelavcem, kadar je le mogoče, želim, da so oni izpostavljeni v svojo žarometo, da oni dobijo, bomo rekli, ne vem, bonus ali pa kar podobnega, in ker vem, da ravno to, če njim pomagam, da rastejo, ne, bomo lahko rasli tudi skupaj, ne. Seveda nek balansiran proces tega in pa pač potrebno veliko nekega lastnega zavedanja, ne, da ne izpostavljamo zgolj svoj ego, ampak da v bistvu to gradimo kot tim, ne. Pojdiva še na zadnji del najnega podcasta, in sicer me malo zanima tvoje osebno življenje. In sicer zdaj, kako poskrbiš za stres, oziroma za stres management, kaj so tvoji hobiji, kako se sprostiš, ker imaš, danes vemo, da je zelo hiter tempo. Sproščanje, to bi se pa tudi dalo kaj povedati, ne. Mislim, že to, da uživam v lepotah Slovenije, je zelo veliko pomembno v stiku z naravo, pa ni zgolj izven ljudskih odnosov, ne. Mislim, da vsakič, ko spravimo otroke spat, ni najlažje, ne, ampak ko se pa nasmejimo skupaj, ne, zjutraj, zvečer, ne, čez dan malo manj vidim, je to recimo res ena posebna oblika sproščanja, ne. Hkrati pa tudi v bistvu je potrebno svoje možgane, fokus včasih usmeriti tudi v kakšne druge stvari, tako da se včasih fokusiram na analitiko določenih stvari ali to proučevanje določenih podatkov, investicij v najhitreje rastoča podjetja, kakšne strategije v določeni branži, recimo v avtomobilski industriji me zelo zanima, proučujemo te zadeve. Včasih je pa že dovolj, da se prepustim kakšnemu slovenskemu mlademu šefu po možnosti, ki razvaja z kulinariko, in mislim, da to me zelo inspirira, ne, ker vidim ne samo hrano, ampak dejansko neke vrste umetnost, ki presega dimenzije zgolj, bom rekel, sitosti trebuha, ampak zadovolji tudi marsikakšen drugi tudi, ne. Super. Pojdiva še na
na tvoje najljubše podjetnike, oziroma koga spremljaš? Kdo ti je tak, nama rekla, ali pa rečemo vzornik, komu slediš? Pa, zdaj, odvisno kje, bomo rekli, v Hateku vsekakor je inspiracija na nek način, čeprav se tako malo klišejsko sliši, ampak Alex Čebrilo, on je neverjeten, recimo, ki je od vloge, bomo rekli, from zero to hero, od izbeglice dobesedno, ki bil pregnan iz domačega mesta študirati tujino, delal v tujini, v bistvu se prebil do tega, da je ustanovil in da se zbral ekipo, ki je sposobna v bistvu graditi tako hitro rast podjetja, in sva bila na linku tudi, sva se ujela še preden je bil Hatek, tako bomo rekli, in je res inspiracija, energija, in v bistvu samozavest, katero gradi ta uspeh. Drugi, recimo, če se posmerimo malce bližje na Slovenijo, je pa izredno blizu recimo tudi razmišljanje Marka Pleška, na primer Kozilaba, njegove ekipe, povezave znanosti z tehnologijo in predanosti ravno tako Sloveniji. Mislim, da je tukaj malo takih, recimo, ki so res pripravljeni tolikokrat v bistvu stopiti, da predstavijo, nekajkrat sem ga slišal ravno tudi v tujini, s kakšnim ponosom v bistvu promovira Slovenijo. Zdaj, ko sem te prosil, da mi sporočiš tvoj citat oziroma citat, ki ti je blizu, mi je bilo zelo zanimivo, ker si napisal: delajte napake hitreje, naučite se iz njih, da boste lahko delali boljše napake jutri. In oba veva, da pri inovacijah, pri inovativnosti moraš delati napake, ampak zelo malih pa to javno pove. Tako da nam povej, kako delate napake v Hightech Groupu. Pa jaz bom prvo od svojih začel. Nisem hodil v šolo, nisem hodil kaj veliko učiti. Kot investitor tudi nisem poslušal, kot podjetnik še manj. Tako da je bilo teh napak v življenju za bistveno višje zneske, kot je šolnina na Harvardu. Pač to je ena taka šolnina, bomo rekli. To omogoča, lahko drugim pametujemo, da prisluhnijo, se upam, da se naučijo, ampak na lastnih napakah se največ naučiš. In ravno zato, in zdaj potrebno je kontrolirati ta rizik. Če se zavedamo, kakšne napake delamo ali kolikšne delamo, recimo, jaz pri investicijah se odločam primer samo za eno investicijo na leto in takrat, tudi če sta mi dve najljubši, to se je že zgodilo, sem metel kovanec in odločil pač za eno. Ampak principi, ki si jih postavite sami, da kontrolirate ta rizik, in pač v tem primeru na srečo se odločil med dvema dobrima podjetjima. Lahko bi v oba z lahkoto investiral, ampak pomembno, da ostanete zvesti tebi, da investirate tako, kot ste se postavili, recimo pravila, oziroma da sledite temu, ta del. Napake so seveda zelo težko spremljive v mnogih velikih sistemih, korporacijah. Verjamem, da podjetniki so že zelo lean pri nas in se zavedajo, delajo napake dnevno in se učijo skozi to. To je pač možnost hitrejše rasti. In recimo ravno pri Hateku se tudi tako delajo napake, ni vprašanje, nihče ne bo naredil napake, ampak razlika je v tem, da mi v bistvu ne razvijamo niti prve stopnje, niti druge stopnje, ampak razvijamo dostikrat že 2 koraka naprej od tega, kar je naša današnja naloga. In v bistvu imamo zato zelo long bench v bistvu developerjev, kjer razvijamo za recimo naše naročnike stvari, ki jih oni sploh še ne vejo, da jih bojo potrebovali, ko bo narejen ne samo prvi, ampak drugi korak. S temi if stavki, če bo to, potem bo to, z posebnim oddelkom, ki se imenuje Tech Excellence, v bistvu, kjer smo razvili cross-function v bistvu oddelek, se na ta način v bistvu marsikaj od tega razvoja tudi zavrže. Mogoče naročnik tega sploh ne bo potreboval, ampak je to exercise, kjer ves čas probamo predicting the future, v bistvu, kaj se bo zgodilo, kaj je naslednji korak, in tako da dostikrat tudi zgrešimo, kaj je naslednji korak. Ampak je to vaja, skozi katero smo bistveno hitrejši, delamo seveda po Scrum metodologiji, delali smo recimo z Leaf Technology smo delali že v januarju več kot 300 innovation sprintov, kar pomeni, da je v bistvu zelo, zelo veliko iteracij
in napak in seveda kontroliramo tukaj okvirov teh sprintov, seveda potem tudi napake. Deva se še dotakniti tvoje najljubše aplikacije. Vem, da imaš tudi zelo poln e-mail, pa nam to predstav malo. Ja, zadnjič sem prav sliko, se rekel, pa se to ne more biti res, ampak evo, je že zastarel podatek, jih je že toliko več, Ja, v bistvu aplikacij imam zelo rad, v bistvu razvoj in tako naprej, vprašanje zdaj, koliko jih uspemo uporabljati točno, ampak ja, najljubša ali pa recimo prisilno najljubša zame je screen time, se pravi, probam se omejiti na 7 ur, uporabe telefona, kaj za nekatere pomeni že en delovnik skoraj, ampak recimo to je nek cilj, potem čez vikend poskušam to povprečje bistveno popraviti, ampak to je nek limitator, se pravi uporabe, nek ta downtime, ki si ga uskladim, da ne pregori telefon. Zdaj pač lahko je bil še trik okoli tega, da imam pač 2 telefona, pa potem vsakmu po 3-4 ure, ampak to prepuščam ženi potem, ja. Super. Pejva še na najno zaključno vprašanje, in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, že več kot 95,000 poslušanj, oziroma zdaj smo že skoraj blizu 100,000. Pa me zanima, mi imamo študente, mlade podjetnike, izkušene podjetnike, tudi kakšen predsednik uprave se najde, pa izvršni direktor, pa me zanima, kaj bi bili tvoji zaključni nauki za naše poslušalce? Ena od domačih nalog, ki jo dam svojim študentom, pa jo lahko prenesem tudi na poslušalce, ne rabi iti na predavanje, čeprav z veseljem vam bom postregel z nekaj znanji, ampak bom delil s poslušalci, je v bistvu zakaj in zakaj ne, sta 2 strani istega kovanca. Vendar marsikdaj se sprašujemo, zakaj, in zaradi tega določene stvari ne storimo. Dostikrat je pa potrebno samo mogoče brco vriti ali pa neko preseganje strahov, pretiranih vprašanj in mogoče domača naloga, ki jo dam študentom, je, da se vprašajo vsaj en mesec, takrat, ko si rečejo zakaj, ne si rečejo zakaj ne. In se zna zgoditi, da se te stvari povsem drugače odpletejo, ko si povsem podobno vprašanje, samo z druge strani kovanca postavljamo. In zato je v bistvu vodilo tudi za poslušalce, da se večkrat vprašajo, zakaj ne, kot zakaj. To je eno od ključnih, domača naloga, za poslušalce. Top, super. Je pa na mojih v bistvu profilih tudi dostikrat napisan, da make your ideas fly, pomagajte svojim idejam, da vzletijo. Ena nikoli ne bo dovolj, potrebno je te ideje kreirati, potrebno jim je pomagati, potrebno je včasih završiti. V mojem predalu je ostalo veliko idej, želja, bom rekel, celi bloki tega, kaj bi bilo super, ampak te ideje dostikrat pri meni čakajo potem ljudi, ki so good fit, se pravi, ki so sposobni voditi take projekte ali pa ki bi šli v partnerstvo. In če pač ne najdem ljudi za take ideje, se potem tudi dostikrat ne uresničijo. Namreč sami ne moremo vsega, tudi če smo odličen lider, če nimamo koga voditi, je premalo uspeha. Uspeh lahko gradimo izključno z ljudmi. Super. Niko, jaz bi se ti še enkrat, izjemni nauki, jaz bi se ti še enkrat rad v imenu mojih poslušalcev, pa tudi v mojem imenu zahvalil za tvoje izjemne poglede, izkušnje, nasvete. Jaz vem, da boste s Hi-Tech Group zelo hitro prišli do unicorna, vem, da boš ogromno stvari ustvaril, ker si inovator. Tako da, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Niko Slavnič, MBA predavatelj, član uprave Hi-Tech Group, serijski podjetnik, investitor, svetovalec, poslovni angel in pa kreativna duša, ki vem, da se ne bom kol umirila. Tako da, Niko, še enkrat najlepša hvala. Hvala, Mark, in upam, da se čim več liderjev in beyond liderjev tudi pridruži, 100 delovnih mest odprtih, zdaj na vas je, da prevzamete iniciativo. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si.
Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.